Šport je koristen tudi za otroke z oviranostmi, saj si s tem krepijo samozavest, se vključujejo v skupnost, se učijo prilagodljivosti in jim pomaga pri boljšem počutju. Eden primernejših športov za otroke z oviranostmi je tudi judo. Obiskali smo trening juda v ljubljanskem klubu Sokol, kjer vadi inkluzivna skupina, ter se o koristnosti športa pogovarjali s fizioterapevtko. Takšni padci so sestavni del juda. Ta borilna veščina izhaja iz Japonske in je primerna čisto za vsakogar, tudi za gluhe in naglušne. Borilna veščina, kontaktni šport, predvsem večina njih, pokazana je lahko tudi s kretnjami. Trener lahko naglušne otroke ves čas spremlja v koordinaciji, v pravilnem gibanju, v vseh njegovih pomanjkljivostih. Tako da mislim, da je to idealni šport za vse otroke s posebnostmi. Pri borilnih veščinah gre predvsem za natančnost giba. V bistvu otroci morajo pravilno uporabljati svoje telo, pravilno se gibati v prostoru, imeti čut za orientacijo in ravnotežje. Ob tem fizioterapevtka dodaja, da je judo eden bolj temeljnih športov. Zato so borilni športi ena prvih izbir. In zakaj so judo izbrali nekateri judoisti? Zaradi ravnotežja sem zapisal judo. Na padce so enkrat prvo najbolj varni, da znam paziti, padec naprej, padec nazaj, padec v stran, levo, desno. Neža, ki judo trenira že 8 let in ima črni pas, je bila še bolj odkrita in neposredna. Dolg sem se matrala, da sem do sem prišla. Fajn se imamo, pozabim na vse. Judo v klubu trenirajo tudi otroci z avtizmom, cerebralno paralizo, Downovim sindromom in tudi gluhe in naglušne so že imeli. Pomembno je zgolj to, da so trenerji seznanjeni o njihovem stanju, zato da treninge lahko čim bolj prilagodijo vsakemu posebej. Judo je koristen tudi izven dvorane. Zlasti pripomore pri bolj usklajenem delovanju telesa. Začnemo s padci, prevali, gimnastiko. Začnemo tako kot z navadnimi majhnimi otroci, pač padce, prevale, gimnastiko, da je to lahko temelj za življenje v bistvu. Ne samo za šport, ampak pač za vsak dan. Judo je vseeno tak šport, da se razvijata obe strani telesa dokaj enakomerno. Probamo delati tudi tehnike levo in desno, oziroma da se enakomerno obe strani razvija. Pa tudi ni samo telesen tok trening, ampak tudi mentalno. Vse nek fokus, neka disciplina, red, da se proba otrok nekako osredotočiti na stvar, ki jo dela. Pri judu dela celo telo, kar privede do boljšega počutja. V judu klubu, zlasti v inkluzivnih skupinah, je na koncu še meditacija, ki otrokom prija in gredo iz telovadnice pomirjeni in zadovoljni.